Jutrček, prijateljčki. V današnjem vlogu bomo šli čez en tak čist surov prikaz, kaj se dogaja v najinem stanovanju, kar se tiče prenove. V prejšnjem vlogu ste videli, kako Klemen dela posla, ptički so čivkali, v kombiju sva živela. No, tega obdobja je zdaj konc, posla je narejena, ampak še vedno ni ugrajena, ni sestavljena in boste videli zakaj. Če bi z eno besedo opisala trenutno obdobje, je status quo. Tudi tu boste videli zakaj, ampak vsako dobro jutro se začne z kavico. Tako da. Teraso je Klemen čez vikend pospravil, prej je izgledala še slabš. In mogoče glih tu ta stvar, ki sem rekla, status quo, ne. Status quo v smislu, da trenutno čakava na okna in preden pridemo okna, ne moramo kitati in preden ne kitam, mislim, ko ni pokitano, ne moreš prebeliti. Tako da so ene stvari malo na pavzici, čakamo še majstra za zgornjo strešne okno, Klemen ugotavlja, kva bomo z rekuperacijo naredili, imamo zdaj par ponudnikov, tako da tu so še taki večji elementi, ki zahtevajo neko montažo, montaža pomeni prah, pa umazanijo. In, ja, čakamo. 101 svetilka nazaj. Destenci. To je hudo. V glavnem medtem, ko se čaka na vse te premike, imamo medva zdaj dosti časa, da čekirava detajle, lučke, štekarje, sisteme in tako naprej. Tako da pri tem nama pa pomaga Fabi. Yes? No? Ne vem, če. Ta? Pravite tale za upisarno na strop. Ta? Drugače se mi zdi, pri barvah sva kar ostala v svoji varni zoni. Ta varna zona pa je zelena, rumena, oranžna. V bistvu me brskanje po Fabiju spominja kot na Pinterest, sem da, ko najdeš tisto, kar ti všeč, lahko že takoj kupiš. Evo, sem najdel. Ej, Klara, mi daš ti mogoče tvojo bančno kartico? Zdaj pa mislim, da je čas, da si gremo pogledat čez celo stanovanje, kaj se dogaja in zakaj je tako gradbišče. Oj, pa tole za na Čau, ko ste pa vi tle delali? No, kot vidite, ne? Recimo, tle je tu razbito. Da te ne bo streslo. Zakaj? Čakaj. Zakaj je to razbito? Zakaj je to razbito? Ne vem, zakaj je to razbito. Ti me povej. Zgoraj je razbito zato, da smo dodali ojačali nosilnost te preklade, ker ta steber gre ven, ker bo tukaj čez celo okno oziroma vrata balkonska in tukaj se je ojačalo s karbonskim listom. Zdaj pa bo treba te štekarje prestaviti tukaj, če se vidi še tukaj. No, tukaj not bo zdaj stikalo namesto tukaj, tu gre vse ven, ta parapet in jaz sem se malo pripravil do tle, da sem najdel kable, da zdaj vem, kam jih prenesti. In zdaj, če pogledamo v to smer, to the left, je kaj? pač lahko vidimo, da kavča ni. Kavča ni. Mislim, kavč se skriva, pikabu. In ker cel ta del so mogla pospraviti in tle bo še itak se ful prašilo, ko se bodo oknja menjavala, smo posledično mogla ful stvari umakniti in zamakniti. Tako da je trenutno tle pač tako, kot je. Kaj če bi ti poimenovala serijo svojih vlogov Življenje na gradbišču? Življenje na gradbišču. Življenje na gradbišču, Klara in Klemen. Imamo pa kar veliko knjig pri naš hiš, to je pa res. Pa tole skledo sem vam na Insta storiju pokazala. Je gospod iz Koroške nama poslal, tako najlepša. Medva sva zbrala hlod in evo, nama je naredil. Ampak ne pride do izraza, ne, vsej tej, vsem tem. Je pa hitro nekaj pa je. Je pa kar sreča, da kuhna je zaenkrat nedotaknjena, tako da vsaj kuhamo lahko, pa nič ni tako, no. Živi življenje z omejitvami, tako. Ne bom se preveč pritoževala. Zdaj pa gremo gor. Balete. Kaj me ti uric ne imaš? Tle je luknja.
Pripravlja se teren zato, da bo tle strešno okno, razlog pa je, ker je tle premalo svetlobe noter za najin okus in pa ker bo tukaj pisarna in bi rada, da imamo opcijo kdaj dobiti naravno svetlobo na mizo in pa tudi pogled ven, ko ti zabedera med delom, da pogledaš ven. Da pride majster za to? Nič ni še, mislim, pokličem ga lahko. Tole stvar je pa Klemen napovedal že par vlogov nazaj. Snimaš? Ja. No, pred nekaj dnevi tukaj še ne bi mogel stati, ker je bila ograja takole in v bistvu tukaj je bil stopniščna luknja, ne. In zdaj smo to pokrili. Kaj pa, to je zdaj vmesna faza, kaj pa prihaja, pa razkrijemo kmalu. Dobro, se ni tako pompozno. Ja, je pompozno. Še 1 kvadratni meter ploščic sva dala tukaj. Razlog pa je, ker tukaj je bila prej luknja in smo medva hotela narediti, da lahko takole greš na postel. Zbrala sva takele ploščice, malenkost retro. Barve, tako kot sem rekla, sva nekako vse gibljava v teh krogih, zelene, oranžne, rumene, pa ta oranžna se nama izdela bo šla lepo s parketom, pa z vsem. Tako da ne vem, povejte, kako se vam zdi? Prej sem vam rekla, da posle še ni, tako da posle je še ta stara. Ker bi bilo nesmiselno zdaj vse tu belt polovičarsko, medtem ko pač se bo pol itak še enkrat belilo, ko pridejo okna. Tako da čakamo. To je to. Zgornji balkon je pa kakor tukaj v redu. Tle je bila med vsem, ko smo delali, najina oaza miru, ampak vidite, je mehanizem od posle, tam pa tako, no. Je pa fajn knjigico brati. Ob jutrih pa ob večerih. Sem pa razmišljala, da pač zdaj se prenova na nek način se bo po mojem hmal prevesla proti koncu, zdaj po oknih in ko se bodo določene stvari še naredile in da si ful želim, vse veste, ta moj izziv, ne, spraznimo špajzo, ki sem ga zdaj naredila že 2krat januarja, kjer sem promovirala tu, da ne mečemo hrane stran in da kuhamo iz stvari, ki jih imamo doma in tako naprej. Tudi tu, kar zdaj gledate, je eno tako spraznimo špajzo kosilu. No, se vam bom na koncu povedala, kaj je noter, ali pa se boste videli. V glavnem razmišljala sem, da bi po prenovi zdajle polet naredila pa en izziv, ki se bi mu reklo napolnimo špajzo. Zakaj napolnimo? Zato, ker jaz sem vsako leto do zdaj kar veliko objavljala recepte glede ozimnice, glede fermentacije, zamrzovanja in podobno. Jaz se tega lotim čisto vsako leto, vsakič malo drugače, ampak imam ful izkušenj na tem področju, ozimenca je nekaj, kar mi je ful vredenga. Čeprav letos recimo nimam svojega lastnega vrta, ampak imajo pa čisto vsi okrog mene vrt, dobrote in ja, dajte mi spodaj napisati, kako se vam zdi. Jaz čutim tukaj ene strasti, da v bistvu spraznimo špajzo in napolnimo špajzo, da mislim, da je neizogibno, da se iz tega ne bi lotila. Zdaj pa kar se tiče kosila. Jaz sem ven iz hladilnika vzela bratovo zelenjavo in pa potem sem imela malo jušne osnove piščančje, pa mičkeno piščanca mi je še ostalo od kmetije Monera. Tako sem se odločila narediti kar eno tako rižotko. 3 že malo veli listi blitve so tudi noter padli, ste videli na začetku sem vse lepo popražila, malo zalila in potem postopoma zalivala z jušno osnovo. Tu se je kuhalo počas, dokler tale arborio riž ni bil skuhan, na koncu sem pa noter umešala še malo slanega masla, da je bilo fino kremasto, pa tako se mi zdi res dodajeno polnost okusa. Na koncu sem si jaz tu še z malo sirčka, nisem imela parmezana, sem si dala čedar in pa evo, ozimenca, pekoča breskvica, za katero sem lani naredila recept, zadnji izdihljaji, le te pekoče omakice in to je bilo moje kosilo. Ful vam hvala za ogled tega vloga, hvala, ker podpirate tole najino prenovo, tako ali pa drugače in se vidimo kmalu v naslednjem vlogu. Čau, čau!